Spoštovane novinarke, dragi novinari, predstavniki vseh medijskih hiš. Ta trojček prihaja pred vas v trenutku, ko je slovenska družba razdeljena, kot že dolgo ne. In prav zato je vsak korak, ki gre v smer sodelovanja, povezovanja, iskanja rešitev za skupno dobro, ključnega pomena za prihodnost te države, za razvoj te države, za prihodnost naših otrok, naših vnukov in naslednjih generacij. V politiki je to sodelovanje potrebno še posebej izpostaviti. In Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, stranka Fokus Marka Lotriča, smo vložili veliko truda, da bi te vzorce, ki so običajni za slovensko politiko, presegli in naredili več, kot je pa le govorjenje o sodelovanju. Mi dejansko od danes naprej sodelujemo in prinašamo povezani upanje za slovenskega volilca, slovenskega državljana, upanje za prihodnost te države. In na tem mestu bi se rad zahvalil Slovenski ljudski stranki in njeni predsednici Tini, stranki Fokus Marka Lotriča, Marku, da smo lahko v teh mesecih tvorno sodelovali, stkali tudi pristne prijateljske vezi in pokazali, kako je potrebno v politiki preseči razlike, če zasledujemo vizijo, uspeh, skupno dobro, razvoj. Kajti Slovenija nas potrebuje. In ob tem verjamem, da bo ta trud, ki smo ga vložili, Nova Slovenija, SLS in stranka Fokus Marka Lotriča, tudi na volitvah nagrajen. In v iskanju rešitev za sedanji trenutek v naši družbi smo našli tiste ključne stične točke in hkrati tudi dovolj volje za postavitev danes torej prvega temeljnega kamna nečesa, o čemer se torej v zadnjem času veliko govori, o razvojni koaliciji, ki bo Sloveniji prinesla stabilnost, napredek, varnost in upanje. Upanje za boljšo prihodnost. Govorimo o razvojni koaliciji, ki bo zagotovila, da nikogar, ki pošteno dela, ne bo strah za prihodnost. Da bo glas za to skupno razvojno koalicijo teh treh strank. Glas za vse delavne ljudi. Da nikogar ne bo strah, da ne bo prišel do zdravnika. Da ne bo strah mladih, kako bi prišli do stanovanja. Da jih ne bo strah, kako si ustvariti družine. Ali pa da starejših ne bo strah za dostojno bivanje v starosti. Torej, ta skupna lista odgovarja na ključne izzive, ki definirajo našo sedanjost in našo prihodnost. In tudi v razmere v svetu, glejte, so negotove. Geopolitične razmere so zelo zapletene. In če kaj, potem tudi Slovenija potrebuje kompas in zanesljivo vodstvo, ki ga lahko zagotovi ta razvojna koalicija, ki je tukaj pred vami. Danes smo tukaj pred vami, pred slovensko javnostjo, ne zato, da bi kritizirali ali pa strašili pred slabimi časi, ne. Danes smo tukaj zato, ker bi radi slovenski javnosti sporočili, da smo polni optimizma, polni pozitivne energije, polni pozitivnih sporočil, da naredimo vse, da bomo živeli v državi, kjer se bomo počutili varne, spoštovane in kjer bomo videli priložnosti in prihodnosti zase, za svoje družine in za naslednje generacije Slovenk in Slovencev. Zdaj pa dajem besedo
kolegoma Tini in Marku in še enkrat hvala vam za oblikovanje te skupne liste NSI, SLS in Fokusa, ki je glas stabilnosti, glas razvoja in prihodnost, ki bo brez ekonomskega, družbenega, kulturnega, vrednostnega eksperimentiranja, zato je glas za razumne davke, glas za kmete, glas za zdravstvo, glas za mlade, glas za stabilnost in večjo varnost slehernega slovenskega državljana. Tako da, draga kolega, izvolite, beseda je vaša. Izvolite. Najlepša hvala. Jaz sem zelo vesela, da smo danes tukaj skupaj. V Sloveniji moramo iti naprej, razvojno, z preseganjem razlik, z iskanjem sinergij. In Slovenska ljudska stranka prinaša na mizo to, kar prinaša naš kmet. Domač kruh, domača hrana, prinašamo zdravje, da bo poskrbljeno za bolnike, za trpeče, da bodo zdravstveni delavci spoštovani. Prinašamo tudi regionalni razvoj, naše podeželje, ki je bilo pozabljeno. In za našo koalicijo bomo zmogli skupaj z dobrim kompasom. Jaz verjamem, da smo tokrat na skupnem čolnu. Mi nismo na Titaniku. Mi smo na čolnu, kjer bomo skupaj veslali in priveslali v svetlo bodočnost. In verjamem, slišim tudi na našem terenu, da volilke in volilci to nagrajujejo. Jaz si želim živeti srečna v tej naši domovini skupaj z svojimi otroki, vnuki, da bomo živeli bolje in srečnejše. Hvala. Hvala, Tina. Najprej hvala za tvoj govor. Hvala, Tina. Dragi novinarji in novinarke, spoštovani mediji, državljanke in državljani, danes smo zapečatili širše razvojno-politično zavezništvo. S tem sporazumom se zavezujemo, da bomo interese ljudi, države postavljali pred interese posameznih strank. Skupen nastop je odgovorna odločitev za našo Slovenijo. Manj delitev in konkretne rešitve za državo, za podjetja in za ljudi. In predvsem ne ideoloških sporov. Slovenija pač nazaduje, plače in standard ljudem se zmanjšujejo. Zdravstvo se slabša in mladim se oddaljuje perspektiva, starejši, predvsem na domu, pa ostajajo brez oskrbe. Vlada z odkrito ideološko držo sporoča, da podjetnik in uspešen posameznik ni motor razvoja, ampak problem, ki ga je treba regulirati, obdavčiti in pa moralno disciplinirati. Takšna politika ne ustvarja solidarnosti, takšna politika ustvarja zavist. Ne spodbuja ustvarjanja in investiranja, ampak beg možganov in kapitala. Če se bo ta trend nadaljeval še en mandat, pomeni zadnjo žebo v krsto socialni državi, ker brez zasebnega, močnega zasebnega sektorja socialni državi ne bo moč preživeti. Zato smo se v strankah Fokus Marka Lotriča, Novi Sloveniji in Slovenski ljudski stranki dogovorili in oblikovali skupno listo kandidatk in kandidatov za državnozborske volitve 2026. Ne glede na to, na kateri listi se nahaja posameznik, ljudje bodo volili to koalicijo. Pomembno je, da glas posameznika odda vsak za listo Nove Slovenije, Fokusa in pa Slovenske ljudske stranke. S tem bomo absolutno preprečili drobljenje glasov in vsi glasovi bodo šli za demokracijo in za boljši jutri. Torej stranke ohranjamo identiteto
svojo identiteto, a delamo skupaj, ker izzivi, ki so pred nami, so veliki in zato smo le skupaj dovolj močni, da jih tudi premagamo. Smo odgovorna in razvojno usmerjena politična alternativa ter želimo oblikovati prihodnjo vlado. Ne obljubljamo popolnosti, ker je ni, obljubljamo pa resno delo, stabilnost in predvidljivost. Skupne vrednote, ki nas družijo, nas povezujejo, so liberalno-tradicionalne vrednote. V stranki Fokus Marka Lotriča gledamo na družbo liberalno, a zelo tradicionalno na področjih gospodarstva, recimo. Vse stranke dajemo velik poudarek razvoju podjetništva, regionalnemu razvoju, kakovosti javnih storitev in spoštovanju institucij. Temeljno načelo, ki ga zagovarjam kot obrtnik, kot podjetnik, je: delo se mora splačati, trud in znanje pa morata biti nagrajena. Trenutne politike to načelo slabijo, namesto krepijo, kar zmanjšuje motivacijo zaposlenih, podjetnikov, mladih in pa seveda vseh, ki želijo živeti v tej državi. Slovenija premalo izkorišča ključne vzvode modernizacije, od debirokratizacije do celovite digitalizacije javne uprave, do premišljene uporabe umetne inteligence. Pomemben element modernizacije je tudi oblikovanje vitkejše in učinkovitejše vlade z manj ministrstvi, a z jasno določenimi pristojnostmi. Razvojni korak med regijami se poglablja. Centraliziran sistem odločanja zavira enakomeren razvoj države, zato so nujni učinkovita decentralizacija, ustanovitev pokrajin z delom prenesenih tako finančnih kot tudi upravnih pristojnosti ter postopna delokacija državnih služb. 140 000 ljudi se vsakodnevno vozi v Ljubljano. Dajmo to preprečiti. Posebno pozornost zahtevajo mladi, ki jih obremenjujejo in bremenijo visoki življenjski stroški, pomanjkanje dostopnosti do stanovanj in pa prenizki dohodki, ter položaj starejših, ki se soočajo s prenizkimi pokojninami, dolgimi čakalnimi vrstami v zdravstvu in premalo razvito oskrbo. In kako naprej. V prihodnjih tednih sledijo predstavitve skupnega programa, kampanja sama in pa delo na terenu. V Fokusu Marka Lotriča imamo 15 odličnih kandidatov širom po Sloveniji. Ljudje so utrujeni od konfliktov in ideoloških sporov. Naš cilj niso zgolj volitve 22. marca 2026, ampak oblikovanje odgovorne razvojne vlade, ki bo Slovenijo vodila skozi naslednje desetletje. Hvala lepa. Hvala, predsednik. Hvala ti. Ja. Jaz bi začela pri skupni listi, kako se bo imenovala in kako ste si med sabo razdelili tiste okraje, ki so izvolili za vašo listo, se pravi, je bilo to enakomerno, proporcionalno, kako drugače? Vede, to je lista Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in stranke Fokus Marka Lotriča. Vseh volilnih okrajev, do vseh 88 jih je izvolil v našem proporcionalnem volilnem sistemu. Kada vsakdo, ki kandidira na volitvah, je pač kandidat za poslanca državnega zbora na tej skupni listi in jaz se zahvaljujem vsem kandidatom, ker se danes odločiti za politiko, za biti poslanc, ni enostavno, ampak lahko rečem, da to me nadaje res tistim upanjem predsednika, ne? Ko ljudje rečejo, grem zato, ker vidim zgodbo tukaj pri vas. In takšnih je bilo pač 88 oziroma še več ljudi, ki želijo pomagati, da pridemo do tega končnega uspeha, do neke Slovenije z vizijo, ki bo mar za prihodnost. In zaradi tega govorim, ta trojček, ta lista, NSi, SLS in Fokus prinaša upanje. Upanje, da bo za mnoge državljanke in državljane 22. marca odločitev precej lažja.
postaviti naslednja vlada, zdaj po zadnji anketi, ki jo je Mediana naredila za televizijo Slovenija, kaže, da bi NSI dobil 6 poslanskih sedežev, SLS in Fokusu kaže tam med 0,5 in 1%. Se pravi, kaj vi pričakujete, s čim boste zadovoljni? Glavna anketa so državnozborske volitve. Jaz ne povem, da na prejšnjih državnozborskih volitvah nihče Novi Sloveniji ni pripisal 8 poslanskih sedežev, pa jih danes ima, kot tretja stranka. In obetamo si rezultat, ki bo pomenil smer Slovenije, spremembo smeri Slovenije s kompasom in da bo razvojna koalicija del bodoče koalicije. Kdo bo pa mandatar, v kakšni obliki sestava te vlade, o tem odločijo ljudje na volitvah in teh vprašanj smo že mi malo utrujeni. Ampak ne ljudje odločijo na volitvah, komu bojo zaupali največ glasov in se potem koalicija sestavlja ponedeljek po volitvah. Torej, morate razumeti, da ankete javnega mnenja ne zajamajo vsega tistega, kar prinašamo, vseh sinergij, kar prinaša NSI, SLS in Fokus skupaj. In težko bojo zajele tudi dobre kandidate, ki jih imamo na terenu, od močnih županov do gospodarstvenikov, se pravi, prinašamo močan potencial. Verjamete, da lahko ponovite rezultat na prejšnjih volitvah? Izboljšali ga bomo. Če bi samo ponovili rezultat, bo mnogo premalo. Mi bomo ta rezultat, sem prepričan, da izboljšali. Tega, ker verjamem v sinergije, ki jih te tri stranke prinašajo in da je sodelovanje, ki je v slovenski politiki redkost, nagrajeno, verjemite, ljudje to pričakujejo in to prinašamo mi. Bodo iz vaše stranke na listi vsi aktualni poslanci? Ja. SLS in NSI imata sicer tudi kar dolgo zgodovino skupnega povezovanja in nastopanja, ki pa nikoli ni bilo prav zares dolgoročno. Kako dolgo zdaj računate, da bi uspelo obdržati to medsebojno sodelovanje? To sodelovanje in zaupanje smo gradili v zadnjih tednih, morda celo mesecih. In jaz mislim, da v to smer gremo naprej. Usmerjeni smo za dolgoročno vizijo, ne samo kaj bo jutri, ampak tudi kaj bo čez nekaj mesecev, nekaj let. Naša vizija je razvojna, mi smo usmerjeni v boljše življenje, ne samo nas in naših otrok, ampak tudi naših vnukov in verjamem, da za nekoliko mlajšo generacijo zmoremo preseči te razlike. Ne zato, ker bi to želel nekdo od odzunaj, ampak zato, ker mi tako čutimo, ker tako čutijo naše družine, ker tako čutijo naše državljanke in državljani. Tako nekaj dodam. Ker bi eno stvar še dodal, gledajte, jaz sem prepričan v eno stvar, da bo po naslednjih državnozborskih volitvah tako stranka SLS, kot stranka Fokus Marka Lotriča, da boste postali parlamentarni stranki in da boste imela v poslanskih klopeh svoje poslance. In to je tudi sporočilo tega sodelovanja. Mi imamo z obema strankama približno v 70 do 80% podoben program, soroden. In to je tisto, kar nas definira. Poleg tega, če pogledate stanje duha v državi, je ta naboj, želja, da spremenimo to stanje duha, tako močno tkivo, ki smo ga zasledovali, da smo se dokončno odločili, da gremo v to skupno listo. Po rezultat, ki bo pomenil drugačno Slovenijo. In zdaj odgovarjam spet na vprašanje o pričakovanjih. Največja napaka politika je, da govori o pričakovanjih, ki so irelevantna, ker ni nobene ta trenutek 2 meseci pred volitvami nobene oprijemljive stvari. Jaz pa čutim teren in verjamem tudi kolega, vzdušje, ki govori o tem, da to, kar počnemo, je prav, da je to v dobrobit te države, naslednji generaciji. Jaz tega verjamem v rezultat, ki bo pomenil ta razvojni preboj te
države in sestavo drugačne koalicije, kot pa danes imamo. Da že več mesecev govorite o tem, da si želite razvojno koalicijo. Anžel Logar je včeraj v Odmevih rekel, da od polarizacije profitirata v bistvu dve največji stranki in da je v bistvu edina opcija, ki ostane za Slovenijo neka mešana koalicija. Je to za vas mešana koalicija, ta razvojna koalicija, o kateri govorite? Že sama beseda koalicija pomeni, da bomo in smo pripravljeni sodelovati. Najprej je to naša koalicija. Želimo postaviti razvojno vlado, želimo ljudem sprostiti možnost bivanja, dela, da pokažejo vse svoje znanje, izkušnje. Ko pa se vprašamo, kaj bo v ponedeljek po volitvah, je pa rezultat oziroma odgovor jasen. To bodo povedali volivci in volivke. Zato kakršnokoli sklepanje vnaprej ali kakršnokoli zavračanje vnaprej nima podlage v nekem razumu, ampak so lahko samo čustva. Mi bomo ljudem pokazali, da je ta naš trojček Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa Marka Lotriča dovolj sposoben in odgovoren za prevzem vodenja te države skozi naslednja desetletja. In jaz sem prepričan, da en glas, ki bo dan za nas tri, ne bo vržen stran. In to je naš odgovor na skupno vodenje vlade v naslednjem obdobju. Pa bi v tej razvojni vladi videli tudi katero izmed levo-sredinskih ali levih strank? Se pravi, sodelovanje vedno temelji na programu. In sodelovanje je možno ali procesno ali projektno. Odvisno od tega, kaj bomo želeli podpreti, kakšen razvoj Slovenije si želijo drugi partnerji. In na ta način se mi zdi, da bomo od projekta do projekta seveda lahko sodelovali čisto z vsem. Vi, čeprav razumem, ste se odločili, da vas na listi ne bo, ker želite dokončati mandat v državnem svetu, a ne? Hkrati ste pa tudi nekako ocenili, da ste dovolj močno ime, da ste ga dali v ime svoje stranke. Kako to, da potem celotni listi ne ponudite vsega svojega potencijala, ki ste ga očitno prepoznali? Skupaj z generalno sekretarko dr. Moniko Kirbiš-Rojs sva ocenila, da je institucija državnega sveta prepomembna institucija, da bi se z njo lahko igrali zaradi volitev in zaradi, ne vem, mogoče osebnega interesa. Seveda je bila odločitev težka, ampak zagotavljam vam vsem, tako volivcem in volivkam, da bova skupaj z dr. Moniko Kirbiš-Rojs prva obraza volitev v Sloveniji. Tam, kjer živiva, tam naj ljudje poznajo in zaupajo. Zato bova stala ob bok kandidatu in kandidatkama pravzaprav, ki bosta prevzeli najino mesto. Najino mesto pa ne pomeni, da bosta samo, bom rekel, delala v sklopu ali pa v korist ljudi, ki bodo tam zvoljeni, ampak bodo delala v korist celotne Slovenije, v korist koalicije, ki bo seveda imela skupno poslansko skupino v državnem zboru. Še eno. V preteklosti je bilo več teh lokalnih nesoglasij, je teren tudi na krovu te instalacije in pa koliko je že lista usklajena, se pravi, imate že dogovorjenih 88 okrajev, ali so še kakšni odprti okraji, ki recimo so še stvar dogovora? Lahko rečem, da smo usklajeni smo po partnerjih, tako da, kot sem omenil, Fokusu Marka Lotriča gre 15 mest, 15 volilnih okrajev, na te okraje smo postavili odlične kandidatke in kandidate, partnerju Slovenske ljudske stranke pripada potem 24 kandidatk in kandidatov in 49 kandidatk in kandidatov gre Novi Sloveniji. Tako da na svojih organih smo vsi potrdili že te kandidate, tako da nas čaka še skupna, glede na volilna opravila, skupna potrditev v vseh organih z seveda tajnim glasovanjem, tako da je to potem tisti zadnji akt. In ko bo zadnji akt podpisan, bodo pa znana točna imena za čisto vsak volilni okraj. Lahko nekaj dodam? Seveda, izvoli. Slovenija ni Ljubljana in Ljubljana ni Slovenija.
In na terenu se to sodelovanje zelo čuti, že nekaj tednov. In jaz mislim, da se resnično splača iti na teren in vprašati ljudi tam. In ljudje zelo jasno povedo, kaj jim ni všeč, kaj si želijo in kaj pozdravljajo. Toplo pozdravljajo naše sodelovanje, tudi iz zgodovinskih razlogov, ki ste jih prej navedli. Mi si želimo stopiti skupaj to, kar znajo Slovenke in Slovenci vedno narediti, ko je težko. Geostrateška situacija, tudi naša notranje politična situacija je izjemno zahtevna in zahteva ne razdora, ne pogrevanja nekih starih razdiralnih zgodb, pač pa zahteva sodelovanje, zaupanje in trdo delo. In to prinaša naša skupna lista Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa. Samo še glede liste. Zdaj tukaj je večinski partner Nova Slovenija z 49 kandidati, 15 Fokus Marka Lotriča, 24 SLS in jaz mislim, da je bilo doseženo najbolj močno soglasje. Veste, vedno vi sprašujete žal o razlikah. Jaz pa ne iščem razlik. Veste, kaj iščem jaz? Stične točke v slovenski politiki, ki nas bodo definirale v prihodnosti. In razlike, ki so bile v preteklosti, kot kaže, smo mogli na 150 da zgladimo te razlike, ki so mogoče bile v preteklosti in so bile zelo parcialne, ne vsebinske. Mene pa definira to maksimalno dobro, ki ga zasledujemo za nas danes in za jutri, za naslednje generacije Slovenk in Slovencev. In to je tisto najpomembnejše. Zaradi tega je ta lista izrazito razvojno naravnana s pogledom v prihodnost in prinaša res to upanje. Hvala vam za vašo udeležbo. Listo boste pa predstavili kdaj celo? V pravem času, ko se bo tudi vlagala, lahko pa rečem, da je vse skupaj v 95% usklajeno, da tukaj ni več nobenih težav. In tudi po terenu bomo zelo močno bili prisotni s svojo kampanjo po posameznih volilnih enotah, zlasti pa predstavili rešitve tako na področju, na celostnem programskem področju, od gospodarstva, kmetijstva, zdravstva, varnosti, regionalizacije. Ta oseben stik z ljudmi je ključnega pomena.